Kdo smo, ko ugasnejo ekrani in padajo anonimne maske? Volilne kampanje so se iz tradicionalnih medijev preselile tudi v naše žepe na zaslone telefonov, ki jih neprestano nosimo s seboj. Žal s seboj niso prinesle le vizit, temveč predvsem toksičnost. Nekulturen nivo komunikacije, ki ga narekujejo politični akterji, se je kot virus razširil med ljudi. Družbena omrežja so postala bojišča, kjer argumenti štejejo manj od nizkih udarcev, žaljivk in osebnega diskreditiranja. V kaosu družbenih omrežij se zaletimo ob nevarno dvoličnost digitalne dobe. Medtem ko se tradicionalni mediji, kljub upadanju njihove moči, še vedno zavezani zakonodajni etiki, na omrežjih vlada brezvladje. Razni spletni vplivneži in tisti, ki si to želijo biti, brez zadržkov trosijo laži in manipulacije. Za razliko od novinarjev, ki za svoje besede odgovarjamo pred zakonom in javnostjo, ti posamezniki ne odgovarjajo nikomur. Njihova resnica se ne meri z dejstvi, temveč le številom delitev, všečkov in komentarjev. Zato se, preden naslednjič jezno pritisnete objavi, ustavite. Premislite, komu namenjate svoj čas. Ko prevzamemo retoriko sovraštva, postanemo le zrcalo tistega, kar nas pri drugih najbolj moti. Posebno zgodbo pišejo anonimneži, tisti, ki strupene puščice streljajo skriti za izmišljenimi profili, s tem največ povedo o sebi. Strah pred lastno identiteto je najglasnejši dokaz šibkosti njihovih besed. Naj bo vsaj konec tedna drugačen. Čas volilnega molka naj ne bo le zakonska obveznost, temveč priložnost za kolektivni premislek in nujno potreben mir. Naj digitalni hrup utihne, da bomo lahko v tišini in z dostojanstvom razmislili o svoji odločitvi. Bodimo boljši od tistih zlohotnežev, ki nas nagovarjajo z zaslonov. Ne zaradi politike, temveč zaradi nas samih.